Predsednik Trump je pravkar zaključil pomemben obisk na Kitajskem, kjer je bila glavna tema pogovorov Iran. Ker je Kitajska največji kupec iranske nafte, je Trump nakazal, da bi ločitev Pekinga od Teherana lahko pomagala končati vojno, hkrati pa je opozoril, da so vojaški načrti pripravljeni, če diplomacija spodleti. Medtem Izrael sproža veliko tožbo proti New York Times zaradi kolumne, ki obtožuje vojake IDF spolnega nasilja. Ostanite z nami, sledi Jerusalem Minute. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Haston, z mano pa je Alex Trejman. Alec, lepo te je spet videti v studiu, kasneje bi rad govoril o tvojem potovanju. Najprej pa se osredotočimo na potovanje predsednika Trumpa na Kitajsko prejšnji petek, kjer vztraja, da se odnosi s Pekingom izboljšujejo, kljub velikim razlikam glede Irana, Tajvana, trgovine in drugih vprašanj. Ameriški uradniki pozivajo Kitajsko, naj pritisne na Iran, da konča vojno in tam ponovno vzpostavi svobodo plovbe. Kaj trenutno vemo o predsednikovem potovanju, še posebej v povezavi z Iranom? Seveda to zelo vpliva na Izrael. Mislim, da je res pomembno razumeti, da je na Trumpovi globalni šahovnici Kitajska na drugi strani te šahovnice. Veliko potez, ki se izvajajo na Bližnjem vzhodu, v Venezueli in drugod, je na nek način povezano s Kitajsko. Trump ima o marsičem razpravljati. Ni naključje, da je Trump odšel na Kitajsko, medtem ko je v Iranu mirno. Da ne bo nove vojaške operacije, dokler se Trump ne vrne v Združene države Amerike. In ta obisk je zdaj že preteklost. Seveda, Tajvan, carine, to so vprašanja največjega pomena. Na nek način vprašanje Irana ni bilo nujno tisto, s katerim bi se Trump želel ukvarjati. Ampak očitno, če se užina Hormuz zapre, to veliko bolj vpliva na Kitajsko kot na Združene države. Kitajska je zagotovo zelo nezadovoljna zaradi dejstva, da njen dobavitelj nafte s popustom, Iran, tega ne more več zagotavljati. Zdaj pa hkrati predsednik Xi Jinping, predsednik Trump od njega veliko pričakuje. Torej, ko gleda na svojo globalno šahovnico in na vsa vprašanja, glede katerih bi Trump morda želel popuščanje, je glede Irana verjetno najlažje popustiti, ker je Iran uničen, kaj ne? Trump je to figuro odstranil s šahovnice. In na tej točki Kitajska se ne bo posebej trudila, da bi poskušala rešiti del šahovnice tukaj. Mislim, to so nepovratni stroški tukaj. To pomeni vlaganje denarja v sredstvo, ki izgublja vrednost. Česar pa mislim, da Kitajska ne bo storila. Tako to daje Xi Jinpingu priložnost, da popusti pri tem enem vprašanju. In morda to škoduje Trumpu pri nekaterih drugih vprašanjih, ker Xi Jinping popušča pri tem vprašanju. Tako je to zagotovo povezano s tem, kaj se bo zgodilo v ožini Hormuz. Želimo videti, kaj se bo tam zgodilo. Kitajska ima interes, da se to odpre. In izjave, ki smo jih slišali od njega, so v smislu, da želi pomagati predsedniku Trumpu in končati ta konflikt, ki ga Kitajska zagotovo želi končati prej kot slej. Predsednik je dejansko povedal, da je Kitajska obljubila, da ne bo pošiljala vojaške opreme v Iran in dejal, da je to velika izjava. Poglejmo si ta posnetek. Rekel je, da ne bo dal vojaške opreme. To je velika izjava. To je povedal danes. To je velika izjava. To je povedal odločno, hkrati pa je rekel, da tam kupujejo veliko nafte in bi radi s tem nadaljevali. Rad bi videl, da se ožina Hormuz odpre. Torej, predsednik to prav, počakajte malo. Ne vem, če ta video ustreza temu, sem rekel. V redu je, kar nadaljujte. Prav. Želim govoriti o tem. Govorili bomo o tem. V redu. Torej, ali res zaupamo, da se bo Kitajska v tem trenutku umaknila iz iranske orbite? Če pogledate, kaj je Trump povedal, da je Xi Jinping obljubil, to je, da ne bo pošiljal orožja v Iran. Tako je za Xi Jinpinga enostavno reči Trumpu, in v zameno za to želim, da tudi vi ne pošiljate orožja na Tajvan, kaj ne? Amerika je pošiljala veliko orožja, da bi Kitajsko odvrnila od napada na Tajvan. Kar je za Ameriko na mnogo načinov veliko pomembnejše in resnejše vprašanje kot vprašanje Irana. Torej, če ima Kitajska cilj, da bi bilo manj ameriškega orožja poslanega na Tajvan, jim je precej enostavno reči, hej, to je tisto, kar želimo. In mi ne bomo pošiljali orožja v Iran. Hkrati je Alex, predsednik, prejšnji petek na Truth Social namignil, da se bo vojaško uničenje Irana nadaljevalo
Morda namiguje na to, da bi lahko videli, da ZDA skupaj z Izraelom istočasno napadeta Iran. Predsednik je tudi dejal, da bi morda pristal na 20-letno zamrznitev iranskega jedrskega programa. Poglejmo si ta posnetek. 20 let ni dovolj zate, mora biti dlje. Ne. 20 let je dovolj, ampak njihova raven garancije ni dovolj. Z drugimi besedami, mora biti resničnih 20 let. Torej imamo vprašanje 20 let in tudi obogatenega urana, za katerega Iran očitno nima tehnologije, da bi ga lahko odstranil. Predsednik predlaga, da bi ZDA ali celo Kitajska lahko pomagale pri odstranitvi obogatenega urana. No, poglejmo ti dve stvari posebej. Verjamem, da predsednik vsaj z psihološkega vidika želi dogovora. Na koncu tega, vi, ne glede na to, ali je to dogovor, ki ga Iranci dosežejo prej, obstaja možnost ponovne vojaške akcije, ali pa, kar je bolj verjetno, in o tem bomo govorili čez minuto, to je ponovna vojaška akcija. Ampak na koncu boste dobili nekakšen dogovor. Tako da za Trumpa, če dobi 20-letno iransko obljubo, da ne bo imeli jedrskega orožja, je to v ameriškem pogledu na stvari večnost. Vsekakor pa Iranci gledajo na stvari dolgoročno. 20 let morda sploh ni dolgo obdobje. Kar je Trump povedal, je zelo pomembno. Gre za to, da moraš imeti zagotovila, da v teh 20 letih ne bo nobenega premika k nadaljnemu bogatenju urana. In to je nekoliko drugače kot pri JCPOA, ker sta predsednik vlade Netanjahu in nekdanji veleposlanik v ZDA Ron Dermer govorila, da so bile v prvotnem JCPOA določbe o izteku, ki so v bistvu tlakovali pot do iranskega jedrskega orožja. Toda razlika je v tem, da je imel Iran takrat že vso jedrsko infrastrukturo vzpostavljeno. Vedelo se je, da so že imeli obogateni uran do 60 odstotkov, kar bi lahko zelo hitro nadgradili do orožarske kakovosti, torej 90 odstotkov obogatitve. Torej, za Trumpa, kar on pravi je, v redu, sprejeli bomo 20 let, ampak razlog, zakaj bo trajalo 20 let, je ta, da Iran nima nobenega jedrskega programa. Vsi jedrski objekti so bili uničeni. Vsi jedrski znanstveniki, glavni jedrski znanstveniki so bili ubiti. Torej, čez 20 let bi morali začeti z nič, hkrati pa lahko Iran obljubi, da 20 let ne bo naredil ničesar. Izrael lahko reče, v redu, dogovor velja za 20 let, ampak če bomo po 20 letih videli, da znova začenjate graditi svoj jedrski program, ga bomo znova napadli. Torej, 20 let, če dobite 20-letno premirje in 20-letno jamstvo, kjer so lahko Združene države, Mednarodna agencija za jedrsko energijo in Izrael prepričani, da Iran ne razvija jedrskega programa. Potem sprejmete ta dogovor takoj, ker je to tisto, kar je na mizi. In upate, da boste čez 20 let, ko ne bodo imeli nobenega jedrskega programa, lahko znova zagrozili zelo ostrimi sankcijami, če se bodo začeli približevati razvoju jedrskega orožja. Torej, upate, da boste čez 20 let imeli dovolj vzvodov in spodbud, da se ne bodo vrnili k jedrskemu programu. Torej, Alex, ob vsem tem, kar se dogaja v ozadju, praktično tukaj in zdaj, smo bili čez vikend obveščeni o poročilih, da Izrael in ZDA izvajata najbolj intenzivne priprave doslej za obnovitev napadov na Iran, morda že ta teden. Kaj vemo? Kaj lahko preverimo? Kaj se tukaj dogaja? No, veliko se govori, veš, vidimo članke v različnih medijih, nekaterim lahko zdaj zaupaš, nekatere pa lahko sestaviš skupaj, ampak slišiš izjave izraelskih uradnikov, da verjamejo, da je vojna neizbežna. In za Trumpa seveda prvi in najpomembnejši cilj je obnoviti pretok ladij skozi Hormuško ožino in ga trajno obnoviti. Brez kakršnihkoli iranskih pristojbin v teh ožinah. Brez kakršnekoli iranske grožnje, da bi škodovali ladjam s hitrimi čolni ali na druge načine. Torej bo prva operacija zagotovo odstranitev vseh teh hitrih čolnov, da se zagotovi nemoten pretok ladij skozi Hormuško ožino, saj Trump ne more pustiti situacije takšne, kot je. Lahko bi se odločil, da opusti jedrsko vprašanje, lahko bi se odločil, da opusti spremembo režima. Ne more odnehati glede Hormuške ožine, ker se njegovi zavezniki, kot so v Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji ter Katarju, prav tako zanašajo na pretok nafte. Evropejci se zanašajo na pretok nafte skozi Hormuško ožino. To je situacija, ki jo je Trump povzročil z vojaško akcijo Epic Fury. In zato jo mora rešiti.
To je torej cilj številka 1. Cilj številka 2 je obogateni uran. Verjamem, da je za Izrael, slišali smo, da je predsednik vlade Netanjahu to povedal pred nekaj tedni na tem domu. V tem trenutku je za Izrael cilj številka 1 odstraniti ta obogateni uran, ker se verjame, da je Iran že pri 60% obogatenem uranu zelo blizu razvoju materijala za orožje. Ampak tudi možnost izdelave neke vrste umazane bombe, ki morda ni jedrska, a lahko povzroči izjemno veliko škode. Torej, to je treba odstraniti. Očitno si je predsednik želel, da bi prišlo do nekakšnega dogovora z Iranom, da bi se Iran v bistvu umaknil. Medtem ko so Združene države in partnerji vstopili, da bi dobili tisto, kar predsednik Trump imenuje jedrski prah, 60% obogateni uran, za katerega verjamejo, da je zakopan pod zemljo. Če pa Iran ne bo podpisal dogovora, ki bi Združenim državam dovolil vstop, potem verjamem, da sta Izrael in Združene države pripravila posebno operacijo, da bi vstopili in to odstranili s silo. In to, kar boste dejansko morali storiti, je poslati vojake na teren. Morali boste poslati vojake na teren, da zaščitite tiste, ki bodo šli tja, ki bodo delali na tem, da odstranijo obogateni uran. To je zelo občutljiva operacija in morate zagotoviti, da se noben iranski oboroženec ne približa temu. Torej, verjetno bodo vojaki na terenu. In hkrati, dokler delujete, ko govorite o odpiranju Hormuške ožine, delujete znotraj Irana, da pridobite obogateni uran. Verjamem, da boste videli Izrael in Združene države, kako napadeta nekatere druge objekte za balistične rakete, ki so jih identificirali v tem obdobju premirja. In premirje je Izraelu in Združenim državam dalo priložnost za okrepljen nadzor in zbiranje obveščevalnih podatkov. Tako da v tem trenutku verjamem, da obstaja še več vojaških ciljev, ki jih želijo zadeti. Verjetno želijo odstraniti tudi nekatere ključne voditelje, ki so bili sovražno nastrojeni do dogovora. Ali pa v smislu ohranjanja nadzora IRGC nad državo. Torej, želite stvari nekoliko približati spremembi režima. Mislim, da bi lahko ta operacija trajala več tednov. Ne verjamem, da bo trajala tako dolgo kot 6 tednov prve operacije. Zagotovo obstaja miselnost, da želite priti noter in oditi čim hitreje. Ampak ideja, da bi to lahko trajalo 2 do 3 tedne, še ena stvar, ki bi se lahko zgodila, in to so poročali nekateri viri, je, da Združene države bi lahko zavzele otok Kark, ki je otok globoko v Perzijskem zalivu, odkoder Iran dejansko izvozi večino svoje nafte. Torej, to so nekatere stvari, ki se lahko zgodijo. Kar zadeva Izrael, Izraelci pravijo, da bi se to lahko zgodilo zelo kmalu. Lahko bi se zgodilo v naslednjih nekaj dneh, lahko bi se zgodilo v naslednjem tednu. Tako da moramo samo počakati in videti, kaj se bo zgodilo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Spomnim se, da je bil paša med začetnim premirjem, ko je kazalo, da dogovora ne bo, in potem je, mislim, v zadnjem trenutku prišlo do dogovora. Tako da bomo morali videti, kako se bo to razpletlo ta teden. Do dogovora ne bo mogoče priti razen, če ne bo zelo, zelo močnega vojaškega pritiska. Mislim, predsednik vlade Netanjahu je rekel, da se je treba pogajati pod ognjem. In s to oceno bi se kar strinjal. Ampak tukaj je predsednik Trump izbral premirje. Ampak obstaja zelo resnična grožnja ponovne vojaške akcije. Torej, le takrat, ko je vojaška grožnja zelo, zelo močna in neposredna in tvoj prst je praktično na gumbu, takrat lahko potencialno dosežeš nekak dogovor. In ne govorim v imenu vseh Izraelcev, ampak vem, da bi bili mnogi Izraelci pripravljeni znova iti v zaklonišča, če bi to pomenilo izjemno zmanjšano iransko grožnjo, še posebej jedrsko grožnjo, balistične rakete in vse to. Smo odporen narod, zato bomo videli, kaj se bo zgodilo ta teden. Hkrati pa si Alex pred nekaj minutami omenil Združene arabske emirate. Vsi ti podatki so prišli na dan v zadnjih nekaj dneh, da sta predsednik vlade Netanjahu in njegova ekipa obiskala Združene arabske emirate med vojno z Iranom. NATO so nam povedali, da so načelnik generalštaba IDF, vodje Shin Beta, mislim, da tudi Mossada, vsi obiskali Združene arabske emirate sredi vojne z Iranom. Vse to prihaja na dan v zadnjih nekaj dneh. Kaj vemo o teh obiskih? Kako pomembni so? O čem so razpravljali? Kaj vemo v tem trenutku? No, najprej smo videli, da je predsednik vlade dejal, da je urad predsednika vlade sporočil, da je imel predsednik vlade nekakšen skrivni obisk v Združenih arabskih emiratih. In potem Ziv Agmon, ki je bil takrat vršilec dolžnosti načelnika generalštaba,
je od takrat odstopil zaradi različnih izjav, ki so prišle na dan, da jih je dal. Tega niti ne bomo obravnavali, ampak on je odstopil. In zdaj je objavil informacije, da je bil Netanjahu sprejet s častmi, ki so rezervirane za kralje. In da je podal podrobnosti, da iranski prestolonaslednik šejk Ben Zayed je dejansko osebno peljal Netanjahuja s svojim avtomobilom z letališča do palače. Prav tako je bilo razkrito, da je Izrael med tem obiskom obljubil baterijo prestreznikov železne kupole. In prej je bilo že poročano, da je Izrael morda poslal baterijo železne kupole, kar mislim, da je bila izjemna gesta in nekaj, kar Izrael potrebuje, saj potrebujejo vse železne kupole, ki jih imajo. Vendar so Združeni arabski emirati dejansko prevzeli več tarč iz Irana kot Izrael. Tako je za Izrael zelo pomembna gesta, da je lahko to tehnologijo zagotovil Združenim arabskim emiratom, kar je verjetno rešilo življenja znotraj Združenih arabskih emiratov. In samo potovanje, mislim, resnično kaže, kako nekateri od teh arabskih držav gledajo proti Izraelu. Bilo je že prej poročil, in to sem videl v časopisu Times of Israel. Imeli so celoten prispevek o tem, kako so vse države na Bližnjem vzhodu jezne na Izrael zaradi te vojne. Te države so želele, da Izrael naredi to, kar je naredil. Želijo, da Združene države dokončajo to delo. Zato je gostovanje Netanjahuja, mislim, zelo pomembna gesta, ki samo kaže na Netanjahujev položaj na širšem Bližnjem vzhodu in kako se te države obračajo k Izraelu. Zelo, zelo dober znak je videti to raven sodelovanja. In da Abrahamovi sporazumi, dogovor o normalizaciji, ki sta ga podpisala Združeni arabski emirati ter Bahrajn in Izrael, ostajajo trdni sredi tega konflikta. Aleksej, da malo zamenjava temo, oba zelo dobro veva, kako pomembna je medijska bitka, ki poteka, in kako pomembno je, da so dejstva pravilna. Zato obstajajo novinarji. Kljub temu je New York Times pred nekaj dnevi objavil kolumno Nikolasa Kristofa, enega njihovih sodelavcev, enega njihovih višjih sodelavcev. Ob vseh teh obtožbah proti Izraelu, vključno z obtožbami, da izraelski psi posiljujejo arabske zapornike v zaporih, Izrael zdaj toži New York Times zaradi te kolumne. Predsednik vlade Netanjahu in zunanji minister Gideon Sar sta prejšnji četrtek napovedala začetek tožbe proti New York Times. Zaradi objaveno ne vseh novic, ki so primerne za tisk, kar so poimenovali ena najbolj groznih in popačenih laži, ki so bile kdajkoli objavljene proti državi Izrael. In tukaj smo trenutno. Tukaj je veliko za razvozlati. Prva stvar je čas objave te zgodbe. Izrael je objavil zelo obsežno poročilo o spolnih zlorabah, ki so se zgodile 7. oktobra, s tisoči pričami, slikami, videoposnetki in dokumentiranimi posnetki, ki prikazujejo stopnjo spolnega nasilja, ki ga je Hamas zagrešil 7. oktobra. Zato ni presenetljivo, da je prav isti teden, ko ima Izrael to celotno poročilo o obsegu in stopnji spolnih zlorab, ki jih je zagrešil Hamas. Da bo Nick Kristof objavil zgodbo v New York Timesu, v kateri trdi, da pravzaprav spolne zlorabe izvaja Izrael. To je namenjeno popolnemu izkrivljanju, odvračanju in preusmerjanju pozornosti od dejanskega poročila, ki ga je objavil Izrael. Kristofova kolumna ima v bistvu 14 virov, očitno je bilo zelo malo preverjanja dejstev. Znano je, da teh 14 virov podaja te informacije, nekatere izmed organizacij, ki so bile citirane, pa so zloglasne protiizraelske organizacije. In mislim, da je dejstvo, da je Kristof na to dejal, da so psi dejansko sodelovali pri spolni zlorabi, bilo darilo. Ker če tega ne bi rekel, mislim, da bi bilo za Izrael veliko težje preusmeriti pozornost od tega, kar je naredil Nikolas Kristof. Ampak dejstvo, da je šel tako daleč, je v bistvu ustvaril tisto, kar Izraelci imenujejo eno najhujših krvnih obtožb v sodobni zgodovini. Ampak to je bilo celo obdobje krvnih obtožb. Trditev o genocidu je krvna obtožba. To je točno to, kar to je. Krvna obtožba je trditi, da Izrael izvaja genocid v Gazi in da je prav Izrael tisti, ki izvaja spolne zlorabe.
Kaj pomeni, da sta zunanji minister in predsednik vlade napovedala tožbo? Moramo videti, kako to izgleda. Ne vemo, kakšni so mehanizmi, da država toži novinarja ali publikacijo, zato moramo počakati in videti. Če bo ta tožba dejansko šla naprej in kakšna bi lahko bila nagrada ali kazen za takšno kolumno. Poslušaj, veš, v preteklosti smo slišali, kako so Izrael ali posebej Mossad obtoževali, da so urili delfine, da bi bili vohuni za Izrael. Slišali smo, da Izrael uporablja nekakšen vesoljski laserski sistem, vse te vrste groznih obrekovanj, ampak tole verjetno presega vse, veš, da naj bi Izrael uril te pse, da posiljujejo zapornike. Ampak veš, pred kratkim je dejansko potekal protest pred pisarnami časnika New York Times zaradi njihovega poročanja o tej kolumni. Torej ja. In gledal sem New York Times, veš, objavili so ta članek na X, in prebiral sem komentarje. In potem, veš, nekdo v enem izmed komentarjev, sploh se ne spomnim kdo, in ne vem, če je bila to verodostojna oseba, ampak nekdo je rekel, veš, postavili so zaslone znotraj zapora State Taman, da bi zakrili pogled kamer na spolne zlorabe, ki so se dogajale za temi zasloni. Prav. Tako da nimaš nobenih posnetkov, nobene spolne zlorabe, ki bi se dogajala. Torej, nekdo trdi, da se je zatem dogajala spolna zloraba, vendar nimaš nobenih pravih dokazov za to. Torej, to je samo obračanje, to je inverzija. Kar se zgodi, in to vidimo, progresivci to počnejo, Hamas to počne. Karkoli ti naredijo, te obtožijo, da si ti to naredil njim. In to je to. Ja, absolutno. In časovna usklajenost, vesel sem, da si to izpostavil, je zelo pomembna. Ampak to je New York Times zate. Pogovoriva se, Alex. Smo v volilni sezoni tukaj v Izraelu in zdaj bomo videli, kako se bo to razvijalo v tem tednu. Ampak obstaja predlog zakona za razpustitev Kneseta in razpis volitev. Še vedno bo trajalo približno 90 dni, več ali manj. Ultraortodoksna stranka je povedala, da so izgubili zaupanje v premijeja. Imeli ste Ofrakata, koalicijo predsednika vlade Netanjahuja, ki je prejšnjo sredo vložila predlog zakona za dejansko razpustitev Kneseta. Vemo, da morajo biti volitve po zakonu opravljene do oktobra. Zdaj smo torej v maju. Torej imate junij, julij, morda nekje avgust, september. Verjetno govorite o začetku septembra, če bo ta zakon sprejet. Ali je kakšna velika razlika med oktobrom in septembrom? Ali pa je to bilo, kot je rekel predsednik vlade Netanjahu, kot da je to skrajni čas? Mislim, da obstaja nekaj razlogov, zakaj bi predsednik vlade Netanjahu morda želel priti do volitev, ki bi bile v bistvu skoraj 2 meseca prej, kaj ne? Volitve so razpisane za 27. oktober. Če bodo te volitve potekale, bodo verjetno v začetku septembra, ravno okoli praznika Roš Hašana, verjetno tik pred Roš Hašano. In za predsednika vlade je lahko nekaj razlogov, zakaj je to boljša situacija. Najprej, kot ste omenili, zdaj začenjamo volilno sezono. Torej, kaj začenjamo opažati? Vidimo, da postaja javna razprava zelo strupena. Začenjamo opažati, da se pojavljajo ti strupeni in grozni plakati. In veste, kako dolgo se bo država morala ukvarjati s tem, je nekaj, o čemer je treba razmisliti. Lahko bi bile velike prednosti, če bi rekli, dajmo samo hitro odstraniti obliž in čim prej zaključiti volitve. Ne? Tako bi morali to situacijo prenašati le še 90 dni, namesto 150 dni. Torej, karkoli lahko storimo, da to hitreje zaključimo, lahko predsedniku vlade da malo večjo prednost glede na to, da se njegovi nasprotniki reorganizirajo. Morda boste videli, da bodo nekatere nove stranke poskušale pridobiti oporo. Tisti dodatnih 50-60 dni bi lahko novi stranki dalo več časa, da pridobi več glasov. Torej, predsednik vlade verjetno gleda na trenutno politično sliko in pravi, veš kaj, opravimo s tem. Zdaj, kar zadeva ultraortodoksne stranke, so v javnosti tako močno na udaru zaradi celotnega vprašanja zakona o naboru. In iščejo načine, kako bi njihovi mladi lahko izognili služenju v vojski. Zdaj je, mislim, cela država, razen ultraortodoksnih judov, enotna od desnice do levice, da bi moral vsak primeren moški služiti v vojski. Kako je mogoče, da nekateri vojaki, še posebej drugi verski vojaki iz nacionalne verske skupnosti Dati Lumi, služijo 300-400 dni v bojnih operacijah na prvi liniji?
In ti drugi verski fantje sedijo doma. Pravzaprav smo ta teden pravkar brali v odlomku Tore, v odlomku Bamidbar, štetje. In celoten namen štetja je prav to. Vsak moški med 20 in 60 letom mora iti v vojsko, kaj ne? In to je zapoved iz Tore. Tako dejstvo, da učenjaki Tore, tako imenovani učenjaki Tore, ne gredo preprosto, v javnosti preprosto ne naleti na razumevanje. Zato so zelo, zelo močno navdaženi. Kaj potrebujejo? Potrebujejo, da njihovi volivci pridejo v čim večjem številu, da bi lahko bili ključni igralci v naslednji vladi. Kar se njih tiče, bi raj sedel z Netanjahujem, ker Netanjahu jih potrebuje, da lahko vlada in ima stabilno vlado. Ker bi Netanjahu, to sem prepričan, ideološko raje vladal iz centra. Težava je v tem, da so sredinske in leve stranke nestabilne in bodo sredi koalicijskega dogovora spreminjale svoje zahteve. Ultraortodoksne stranke so precej jasne glede svojih tako imenovanih potreb ali zahtev že na začetku. In predsednik vlade Netanjahu je znal obvladovati njihove zahteve. In to je razlog, zakaj je ta vlada zdržala skoraj celoten mandat. Tako da veste, lahko se odločijo, da bodo tisti, ki jih bodo krivili. In Netanjahu bi morda celo raje videl, da so oni tisti, ki jih bodo tukaj krivili za razpis predčasnih volitev. Vse to so volilna politika, pozicioniranje in spletkarjenje. Ampak mislim, da bi predsednik vlade lahko videl nekaj dejanskih koristi v tem, da gremo na predčasne volitve. Nadaljevanje sledi, ostanite z nami in spremljajte jns.org za vso poročanje o volitvah, ki se je že začela, kjer izpostavljamo stranke in vse predstavnike, ki bi lahko bili izvoljeni v naslednji kneset, to jesen. In če pogledate, kaj bojo te naslednje volitve, torej je očitno, da gre najprej in predvsem za referendum o Netanjahuju. Nekateri ljudje, ki podpirajo predsednika vlade, verjamejo, da nihče ne bi mogel bolje voditi te vojne. Najprej, ko je bil Biden na položaju in potem še posebej, ko je bil Trump na položaju, so menili, da potrebujemo tega človeka v tem času, da ni nikogar, ki bi bil primerljiv z Netanjahujem. To je na eni strani. Na drugi strani pa so ljudje, ki menijo, da se je 7. oktober zgodil pod njegovim vodstvom. Tukaj ni nobene odgovornosti. To je najhujša katastrofa v zgodovini moderne države, vsaj od leta 1973 naprej. Ni bilo nobene odgovornosti, nobene preiskovalne komisije. In še pred 7. oktobrom je bil že na oblasti. Zdaj je skoraj 20 let na položaju in to v demokraciji. Mislim, da ni nobenega demokratičnega voditelja na svetu, ki bi bil na oblasti dlje kot Netanjahu. In 20 let je absolutno predolgo. In ljudje preprosto mislijo, da je treba preiti na naslednjega, ne glede na vse. Niso si želeli, da bi bil on predsednik vlade 7. oktobra. In še posebej po 7. oktobru nočejo, da bi bil on predsednik vlade in želijo si, da odide za vsako ceno. To je prva težava. To je samo referendum o Netanjahuju, kar je mimogrede ista težava, kot je bila pri 5 zaporednih volitvah v 5 letih pred to vlado. Šlo je samo za referendum o Netanjahuju. Drugi del pa je, kdo so koalicijski partnerji. Jasno je, da je Naftali Bennett, ki se je pravkar združil stranko z Jairjem Lapidom, in te dva politična prijatelja sta se dogovorila za sodelovanje. To je že tretjič. To sta prvič storila, mislim, da je bilo leta 2012, ko sta odrinila desne stranke in prisilila Netanjahuja, da je vladal z levico. To sta storila leta 2021, ko je Naftali Bennett postal predsednik vlade kot del rotacijskega dogovora z Jairjem Lapidom. In zdaj to počneta znova. In tako Netanjahu obtožuje ali namiguje, da če bosta Bennett in Lapid uspela oblikovati vlado, bo edini način, da to storita skupaj z arabskimi strankami, s katerimi sta sedela že zadnjič. In to je bilo prvič v zgodovini Izraela, da je bila v vlado vključena samooklicana anticionistična stranka. In edini razlog, zakaj je bila ta arabska stranka vključena v vlado, je bil, da bi odstranili Netanjahuja. Tako so v bistvu prestopili politično rdečo črto in šli proti vsem drugim vrednotam, ki so jih imeli Izraelci. Ker so preprosto mislili, da je imeti Netanjahuja kot predsednika vlade večja nevarnost za državo ali večja nevarnost za njihov ego, kot pa imeti arabsko stranko v vladi. Zato so sedeli z arabsko stranko. Torej, na eni strani Netanjahu pravi, če glasujete za Bennetta, glasujete za to, da bo arabska stranka v vladi. In na drugi strani Netanjahu sedi z ultraortodoksnimi.
In če bosta Netanjahu in ultraortodoksne stranke ter nacionalno-religiozne stranke sposobni dobiti 61 sedežev ali več, bo Netanjahu ponovno oblikoval desničarsko vlado in bo sedel s Haredimi. Tako se v bistvu vse skupaj reducira na volitve med Arabci v vladi in ultraortodoksnimi v vladi. Torej, to sta te dve vprašanje. Zdaj, tukaj skoraj da ni več programov. Ni nobene stranke, ki bi rekla, v redu, to so stvari, ki jih bom naredila v naslednjih 5 letih. Pravzaprav ni nobene razlike v mnenjih o tem, kako naj bi se vojna vodila od zdaj pa do njenega konca, kakršenkoli že bo. Pravzaprav ni nobenih razprav o palestinski državi ali o tem, da je ne bi bilo. Ker v tem trenutku celo levičarji, ki so v preteklosti podpirali palestinsko državo, priznavajo, da trenutno ni mogoče oblikovati palestinske države. Tako da v resnici ni nobenih pravih vprašanj. O čemer glasujete je ali Netanjahu ali brez Netanjahua, ter Arabci v vaši vladi ali ultraortodoksni v vaši vladi. Zelo zanimivo in videli bomo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Tukaj smo šele začeli. Videli bomo, kako bo potekalo to glasovanje ta teden in če bomo dejansko šli proti predčasnim volitvam. Hkrati imamo še vedno premirje v Gazi, bolj ali manj. Ameriški veleposlanik v Izraelu, Mike Huckabee, je ta teden dejal, da bo morda Izrael moral sam razorožiti Hamas ob vse večjih znakih. Islamska teroristična skupina ponovno vzpostavlja nadzor nad Gazo. Hamas, znova in znova smo govorili o tem, pravi, da se ne bo razorožil. Kdo bo dejansko izvedel razorožitev? Ne vem. Morda se bo izkazalo, da bo edina sila, ki bo to pripravljena storiti, IDF. Če se to zgodi, ena stvar, za katero upam, molim in vztrajam, da jo mora spremljati, je, da svet ne sme obsojati Izraela, ker je naredil tisto, česar sam ni imel poguma storiti, in to je odstraniti Hamas. Torej, če bo Izrael na koncu edini, ki je pripravljen storiti tisto, za kar se vsi strinjajo, da se mora zgoditi, da bi Gaza imela prihodnost. Potem bi si samo želel, da bi se svet Izraelu zahvalil, namesto da ga obsoja. Torej, vprašanje je, kje bi bile Združene države vsem tem, če veleposlanik Huckabee pravi, da bo moral Izrael to storiti sam. Ali namiguje, da ima predsednik Trump dovolj Gaze in se ukvarja z drugimi stvarmi? Kaj menimo o teh komentarjih veleposlanika Huckabeeja? No, 20-točkovni načrt, ki ga je predstavil predsednik Trump, zelo jasno navaja, da se mora Hamas poleg izpustitve talcev tudi razorožiti. Kar pravi veleposlanik Huckabee, je tisto, kar vsi vedo, da je edina sila, ki lahko razoroži Hamas, IDF. Hamas prostovoljno ne bo odložil orožja. Borijo se za preživetje. Njihovo orožje je tisto, kar jim omogoča nadzor nad prebivalstvom. In kar je še postalo jasno, in morda je to na srečo za Izrael, je, da ni nobenih drugih vojakov na svetu, ki bi bili pripravljeni in sposobni razorožiti Hamas. Edina država, ki je želela poslati vojake v Izrael, da bi bila del te mednarodne stabilizacijske sile, je bila Turčija. In kar bi Turčija upala narediti, je dejansko preprečiti razorožitev Hamasa. Pravijo, pojmo noter in si pridobimo svoj vpliv tukaj. V bistvu bi to okrepilo vojaško prisotnost Hamasa v Gazi. Zato je Izrael to zavrnil. Izrael pravi, da turških vojakov ne bo na ozemlju Gaze. Torej ni drugih držav, ki bi bile pripravljene in sposobne. Indonezija je nekoč predlagala, da bi lahko poslala vojake, vendar zagotovo ne bi bilo misije za razorožitev Hamasa. Nočejo se spopadati s Hamasom, morda bodo rekli, da bodo tam, da nadzorujejo dostavo humanitarne pomoči. Tako je, IDF edini igralec, edina entiteta, rekli so, in Huckabee je to povedal, edina entiteta, ki je pripravljena to storiti, bo IDF. Ampak po drugi strani, mislim, da smo o tem govorili prejšnji teden, vprašanje je, kakšna je korist, če IDF ponovno vstopi v Gazo. Trenutno imate situacijo, kjer 20-točkovni načrt odvzema državi Izrael odgovornost za dogajanje v Gazi. Trenutno ni veliko diplomatskega ali mednarodnega pritiska na Izrael. Vsak dan ni naslovnic glede razmer v Gazi. In to je dobro za Izrael, ker če se te naslovnice ponovno pojavijo, kaj se bo zgodilo? IDF vstopi, Hamas se skrije med civilno prebivalstvo, pride do spopadov. Nenadoma začneš ponovno slišati poročila o naraščajočem številu smrtnih žrtev v Gazi. Nepreverljive številke o smrtnih žrtvah pravijo, da so ubite ženske in otroci.
In potem dobiš vse te naslove. In potem slišiš, kako Evropejci in drugi govorijo o bojkotu Izraela in morebitnih embargih na orožje, česar si Izrael res ne more privoščiti. Potem imaš lahko situacijo, kjer Mednarodno kazensko sodišče ICC začne ponovno izdajati naloge za aretacijo, česar si Izrael ne želi. In hkrati boš zgubljal vojake. Mislim, to je največja grožnja. Imaš pas Gaze, poln pasti. In kaj pa s tem pridobiš? Če resnično razorožiš Hamas, seveda. Ali to odstrani grožnjo? Odstrani grožnjo. Boš lahko odstranil vsa orožja iz Gaze? Ne, nikoli ne boš našel vsega orožja. Torej, ali lahko izkoreniniš ideologijo? Ne, ne boš izkoreninil ideologije. Tem ljudem so popolnoma oprali možgane. Torej, vprašanje je, če vstopaš in jih še dodatno oslabiš, mislim, da že zdaj nimajo raket, s katerimi bi lahko kaznovali izraelsko družbo tako kot prej. In položaj izraelskih sil je drugačen. Izrael nadzoruje 53% Gaze. Recimo, da izraelska vojska vstopi in razoroži Hamas. Kaj se bo zgodilo naslednji dan? Naslednji dan bodo Izrael prosili, naj se umakne iz preostalih 50% Gaze, ki jih nadzoruje, kar Izrael verjetno ne želi storiti. In potem bo mednarodna skupnost vložila milijarde dolarjev v Gazo za obnovo Gaze. In to bo zanje nagrada. Dobili bodo lepšo Gazo, kot so jo imeli pred 7. oktobrom. Zakaj si to zaslužijo? Tako, imate zdaj situacijo, v kateri so zgubili 50% ozemlja in izguba ozemlja je edini jezik, ki ga razumejo. Če ubijete teroriste Hamasa, jih naredite za mučenike. To je velika čast v tej družbi. In način, kako je družba indoktrinirana in vzgajana. Edina stvar, ki jo razumejo kot ponižanje, je, ko izgubijo ozemlje. Trenutno Izrael nadzoruje polovico njihovega ozemlja. Torej, bi moral Izrael vstopati in jih narediti še več za mučenike, da bi vrnili ozemlje in da bi se van zlili milijarde dolarjev. To sploh nima smisla. Kar ima smisel, je ponovno zgraditi Guš Katif. To bi imelo smisel po tej logiki. No, mislim, da ima največ smisla ustvariti razmere, o katerih smo večkrat govorili na začetku vojne, v katerih bi si gaščani želeli oditi, kaj ne? Torej, če začnete vlagati milijarde dolarjev v obnovo, da bi ustvarili nekakšno riviero na Sredozemlju, kot o tem govorita Jared Kushner ali drugi, potem imajo vsi razlog, da ostanejo. Če je jasno, da teh milijard dolarjev ne bodo vlagali v obnovo tega območja uničenja, potem upate, da bo prišlo do množičnega javnega pritiska, da jih izpustijo. In mislim, da je trenutna situacija za spodbujanje te prostovoljne migracije boljša, kot če bi Izrael dejansko šel naprej in, kot pravijo, dokončal to delo. Spet tehnično premirje čez vikend, čeprav Izrael odstrani vrhovnega vojaškega poveljnika Hamasa, pravzaprav vodjo vojaškega krila Hamasa. To se je zgodilo v natančnem napadu v mestu Gaza prejšnji petek. Aldin al-Haddad je njegovo ime. Aldin al-Haddad, eden od arhitektov pokola 7. oktobra, je vodja oziroma novi vodja. Vem, da Izrael odstranjuje najvišje poveljnike v tako imenovanem vojaškem krilu Hamasa. Vemo, da v resnici ni razlike med tako imenovanim političnim in vojaškim krilom. Izrael vstopi med premirjem in odstrani tega vodjo, tako kot je Izrael deloval v Libanonu pod pogoji premirja, odstranjuje. Al-Haddad je prevzel mesto Mohameda Sinvarja, ki je brat Jahje Sinvarja, torej zelo visok položaj. In tukaj ponovno vidite, da je definicija premirja drugačna, kot je bila v preteklosti. V preteklosti je premirje pomenilo, da so teroristi lahko občasno izstreljevali rakete na Izrael, Izrael pa se ni smel odzvati. In tukaj je Izrael zelo proaktiven, celo med tako imenovanim premirjem, da bi odstranil teroriste. To počnejo znotraj Gaze. To počnejo tudi v Južnem Libanonu. Zdaj se govori tudi o tem, da bi Izrael lahko ponovno začel operacijo v Južnem Libanonu. Mislim, da je to malo verjetno. Pravkar smo slišali poročila, da sta se Izrael in Libanon odločila podaljšati začasno premirje za 45 dni. 5 dni. Prav, a ne? In spet, kaj pomeni premirje? No, IDF deluje in na IDF tudi strelja Hezbollah. Torej, premirje pomeni nizkointenziven konflikt, ciljno usmerjene izraelske operacije,
Trenutno Libanonci še vedno streljajo na izraelska obmejna mesta, vendar ne izstreljujejo dolgodosežnih raket na Haifo ali na Tel Aviv. Tako imate nekakšno tlečo situacijo. Tako sta se Izrael in Hezbolah dogovorila preko dogovora z Libanonom, ki pa ni Hezbolah. Hezbolah dejansko ni del tega dogovora, vendar obstaja osnovno razumevanje, da se bo ta nizka raven tlečih izraelskih ciljanih napadov in prenašanja nekaterih napadov s kratkosežnimi raketami kratkoročno nadaljevala. Vendar ne boste videli ponovne vrnitve k tako aktivnim spopadom. In razumevanje tukaj je, da se je Hezbolah umaknil ne samo v svoja oporišča v Bejrutu, naprimer v predmestju imenovanem Davija, kjer je Izrael zelo močno napadel znotraj Davije. Zdaj pa obstaja prepričanje, da Hezbolah seli svoje poveljstvo v sunitska okrožja v Bejrutu. Ali želi Izrael zdaj začeti napadati znotraj sunitskih območij v Bejrutu in povzročiti še več uničenja v libanonski prestolnici? To je veliko vprašanje. Mislim, da obstaja dober argument, da Izrael ne bo ponovno začel večjih vojaških operacij, niti v Gazi, niti v Libanonu. Ampak želijo ohraniti to novo stanje, kjer udarijo le takrat, ko je to potrebno. Upravljaš situacijo na popolnoma drugačen način kot prej. In to je prava strategija košnje trave, kaj ne? Ljudje so govorili, da izraelska strategija košnje trave ne deluje. Košnja trave ne pomeni, da greš vsaka 3 leta in samo malo počistiš grmovje. To ni košnja trave. Če imaš dvorišče, moraš travo kositi vsak teden. Tako vsakič, ko Izrael opazi gibanje, pa naj bo to v Gazi ali v južnem Libanonu, redno izvajajo napade. In na koncu ne moreš popolnoma izkoreniniti ideologij in ne moreš resnično izničiti njihovega vpliva ali nadzora nad prebivalstvom z orožjem, razen če si pripravljen vstopiti s kopenskimi silami. In to pomeni tveganje, da bodo Izraelci utrpeli žrtve v teh spopadih. Alex, skoraj nam je zmanjkalo časa, vendar sva imela priložnost govoriti pred oddajo. Pravkar si preživel 2 tedna v Združenih državah Amerike. In povedal si mi, da si hodil po New Yorku, po ulicah New Yorka, odkudar si, mislim, da iz New Jerseyja ali iz New Yorka. In rekel si, da so bili ljudje zelo, zelo zaskrbljeni, uporabil si besedo prestrašeni, glede tega, kako se stvari odvijajo v Združenih državah v New Yorku. Povej kaj več o tem, če lahko. Govorimo o antisemitizmu, govorimo o ljudeh, kot je Mamdani v ZDA. Kakšna je bila tvoja izkušnja na tvojem potovanju? Že ena stvar je neposreden fizični občutek na ulici. In res sem videl veliko Judov, ki so nosili kipo, veš, brez zadržkov na ulicah New Yorka. Videl sem, da je mesto izgledalo slabše kot na tem potovanju. Med covidom je bilo vse veliko slabše. Morda pred 1,5 leta sem bil v New Yorku in takrat si videl veliko več migrantov, ki so hodili po ulicah. In iz kakršnega koli razloga je trenutno na ulicah manj migrantov, zato je situacija nekoliko bolj umirjena. Ko pa sem se pogovarjal z ljudmi, sem govoril na številnih različnih dogodkih na Upper East Side in v Scarsdaleu, imel pa sem tudi veliko sestankov, na desetine sestankov z, rekel bi, vidnimi Judi v New Yorku. In povedali so mi, da vlada veliko strahu. In zaskrbljeni so zaradi Mamdanja in njegove politike. Zlasti je bil zdaj v New Yorku sprejet predpis, ki pravi, da protestniki ne smejo biti bližje kot 7,5 metrov od sinagoge, bogoslužnega prostora, judovskega bogoslužnega prostora, 7,5 metrov. To je zelo blizu. Mislim, to je od tukaj do konca kontrolne sobe. To sploh ni daleč. In veste, kaj je potrebno, da nekdo ali skupina ljudi, ki so oddaljeni 7,5 metrov, veste, vdre v sinagogo, če se za to odločijo, kaj ne? Ljudje, ki protestirajo, to ni tako, kot protesti proti pravosodni reformi tukaj v Tel Avivu, kjer imate 70-letne ženske, ki držijo transparente in govorijo Bibi leh, bla, 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 bla. Kot in samo izvajajo verbalno nadlegovanje in so nadležni. To so ljudje, ki pozivajo k intifadam. Prav? In že smo videli vse več nasilnega antisemitizma. Torej, s sprejetjem te uredbe mesto sporoča: protestniki, dovoljeno vam je, da se postavite do 7,5 metrov stran od sinagoge. Mislim, da bi moralo biti to 45 ali 90 metrov stran od sinagoge,
Ali pa bi morali reči, da sploh ni dovoljeno protestirati v bližini sinagoge. Če želite protestirati, protestirajte na javnem trgu ali v parku. Ne morete protestirati pred bogoslužnim objektom, kaj ne? In ta uredba se sploh ne nanaša na judovski skupnostni center ali judovsko šolo, ampak samo na sinagogo. Tako da veste, lahko se približajo še bolj. Prejšnji teden sem v Brooklynu videl protest skupine, ki podpira Hezbolah, kako so hodili po ulicah judovskih sosesk. Judi so stali na verandi in opazovali te ljudi, ki podpirajo terorizem tam zunaj, tik pred njihovim domom. Mislim, da je to zelo, zelo strašljiva situacija. Verjetno trenutno v New Yorku ni tako hudo, kot vidimo, da je v Londonu ali v nekaterih drugih delih Evrope. Ampak če vidite, kako gre v Londonu, kako gre v Parizu, no, New York gre v isto smer, zato mislim, da je veliko zaskrbljenosti. In zdaj me ljudje sprašujejo prav, kaj naj naredimo? Jaz sem novinar. Poskušam samo ljudem povedati novice, kaj se je zgodilo, kako naj razumejo, kaj se dogaja. Ampak moje sporočilo je, ostanite pozorni. Glede varnosti bodite zdaj zelo preudarni. Bodite odločni, bodite trdni. Ne dovolite, da bi protestniki mislili, da so lahko uspešni, če napadajo sinagogo. Bodite pametni, bodite organizirani. Bodite oboroženi s čimarkoli lahko, kot je nekdo rekel, no? Na nekaterih mestih lahko nosimo orožje, sem rekel, no, nosite solzivec. Bodite usposobljeni za samoobrambo. Zavedajte se, da ste zdaj v drugačnem okolju. Morate biti močni. Druga stvar pa je, da ste ponosni. Bodite ponosni na to, kdo ste. Veste, cenite vse delo, ki ga je Izrael opravil, da je bil uspešen proti svojim sovražnikom tukaj v svoji soseščini. In bodite odločni, da boste prav tako uspešni proti sovražnikom tam, kjer ste vi. Bodite ponosni, da ste Jud in preprosto nadaljujte s tem, kar počnete. In druga stvar je seveda ta, da svoje vrednote učite svoje otroke, kaj ne? Ne dovolite, da bi učitelji v šoli, profesori na fakulteti, vplivneži na TikToku ali politiki učili vaše otroke vrednot. Edini, ki lahko svoje otroke naučite svojih vrednot, ste vi. Torej, to so glavna sporočila, za katera mislim, da sem jih poskušal predati ljudem, ko so me vprašali, kaj mislim, da bi morali storiti. Vsekakor pa verjamem, da morajo biti ljudje zelo pozorni in mi izražajo svojo veliko zaskrbljenost zaradi trenutne situacije. Zaskrbljujoče, o tem ni dvoma. Našim bratom in sestram čez ocean, ostanite varni. Ob tej priložnosti, Alex, dobrodošel nazaj, veseli me, da si spet z nami. Alex Trejman, direktor JNS, Josh Hastin, dopisnik za JNS News. Hvala, da ste se nam pridružili v še eni izdaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV. Prepričajte se, da spremljate vse odlične programe, ki jih ponuja JNS TV. Podprite nas super zahvalo in se naročite. Obiščite tudi jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Rad bi se zahvalil ljudem iz CNT, ki omogočajo vse to. Se vidimo naslednji teden v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV.